Žoga, dres, kopačke in ščitniki za zobe. To potrebujejo ragbijski igralci, ki se ekipno pomerijo na velikem travnatem igrišču. Na vsaki strani je gol v obliki črke H. Dober igralec ragbija mora biti čim boljši atlet. Ali naj bojo to malo manjši, ker so mogoče bolj agilni, hitreje pridejo do žoge, pa z to žogo pobegnejo, ali gre pa v tem primeru lahko tudi za večje fantje, ki so močnejši, pa lahko žogo močneje sabo nosijo v kontakt. Meni je najboljš, ko nabiješ žogo z nogo, pa ko tečeš, pa si podajaš, pa zbijaš po kleh. Lahko tečeš, lahko se nekako znoriš. Zahteven ekipen šport, ki ne moreš pač iti sam not. Tu moraš imeti celo ekipo za sabo, da te lahko podprejo. Dve ekipi s po 15 igralci igrata 2 polčasa po 40 minut. Ko ima moštvo žogo v posesti, poskuša žogo prenesti v polje nasprotne ekipe. Lahko se premikamo s tem, da žogo nosimo ali jo brcamo naprej, z roko pa žogo lahko podajamo samo nazaj. Ko želimo doseči zadetek, ki ga dosežemo tako, da žogo položimo prek nasprotnikove zadnje črte, ima potem še tako imenovano možnost za potrditi zadetek. To pomeni, da eden od igralcev, tipično tisti, ki pač najbolje brca, in poskuša zadeti te vilce, ki jih imamo kot gol pri ragbiju. Fantje so na treningu igrali na kontakt, kakor temu rečejo. Igralca, ki je imel žogo, niso zbijali na tla, ampak je ta v dotiku sam izpustil žogo. Ko gre za res, je igra bolj groba, a tudi pri tem imajo zelo stroga pravila, kaj je dovoljeno in kaj ne. Dogajajo pa se seveda tudi poškodbe. Ragbi igram zato, ker se bolj znorim, pa osebno mi je še všeč. Zato, ker pri ostalih športih je žogica okrogla, ta je pa jajčasta. V Sloveniji imamo 6 ragbijskih klubov, v katerih lahko trenirajo tudi mladi. V mladinski sekciji Ragbi kluba Ljubljana pa lahko igrajo fantje od 8. do 18. leta starosti.